Kralj si ponovno z nami pri predstavitvah naših programov podiplomskega študija Univerze na Primorskem fakultete za menedžment. Tokrat je z mano docentka dr. Ana Arzenšek, ki vam bo predstavila enega od modulov na programu menedžment. Gre sicer za modul kadrovski menedžment, ki pa, Ana, je bolj ali manj v bistvu človeški dejavnik in pa kultura okolja v menedžmentu, a ne? Ja, tako je. Zdaj v modulu kadrovski menedžment smo skušali zajeti eno raznolikost kompleksnosti človeških bitij in pa tega, kako ta funkcionirajo v menedžmentu. Kar pomeni, da bi lahko rekli, da je nek podnaslov našega modula tudi človeški dejavniki v menedžmentu. Na ta način pravzaprav smo uspeli pokriti eno kompleksnost delovanja ljudi v menedžmentu, skozi recimo predmet sodobni kadrovski pristopi in orodja v kadrovskem menedžmentu, organizacijska psihologija je recimo drug predmet, potem tretji predmet naslavlja pravo menedžmenta kadrov, potem imamo pa še en zelo zanimiv predmet, in sicer mednarodno, kulturno in politično okolje. Deva povedati, torej, da bojo vedeli, a ne? V bistvu vsi, ki se vpišejo na program menedžment, v prvem letniku vsi poslušajo enaka predavanja in imajo enake predmete, razen tistih izbirnih, ki jih lahko izbirajo. Medtem ko v drugem letniku pa, če izberejo vaš modul, imajo torej te tri, ki si povedala, kot obvezne predmete, lahko pa še zraven izbirnega izberejo iz tega področja. Sem prav povedala? Tako, popolnoma prav, ja. Zdaj, kadrovski menedžment, organizacijsko vedenje in pa pravo menedžmenta kadrov so trije obvezni predmeti. Okay. Zdaj, med izbirnimi predmeti pa se najde torej tudi mednarodno in kulturno in politično okolje, ki je pa izbirni predmet, ja. Kakšno znanje pa bodo študentje z poslušanjem teh predmetov dobili? Kaj bodo lahko delali potem po zaključku študija, recimo, kaj bodo znali? Ja, zdaj, če pogledava znanje pridobljeno tako v prvem letniku, kot torej tudi to malo bolj specializirano znanje iz našega modula, bi rekla, da je profil magistranta tega študijskega programa zelo opremljen prvič z znanji potrebnimi v kadrovskih oddelkih organizacij, ne pa zgolj to. Pravzaprav vsak menedžer nekako mora pridobiti znanja povezana s tem, kako upravljati z ljudmi. In v našem modulu se konkretno z tem bolj podrobno ukvarjamo, ne. Recimo, kako, ne vem, nagrajevati, kako motivirati zaposlene, kako neko pogodbo o zaposlitvi zastaviti, posebej recimo, ko gre za pravne vidike novih oblik dela. Ne, in pa potem tudi nekoliko širše, gledano iz širšega kulturnega in političnega okolja, kako recimo poslovati v drugih okoljih, ne, na katere kulturne in geopolitične specifike tam biti pozoren, ne, kakšna so recimo varnostna tveganja, kakšna so neka geoekonomske značilnosti različnih delov sveta. Skratka, bi rekla, na eni strani eno poglobljeno znanje in veščine povezane z sodobnimi kadrovskimi pristopi, po drugi strani neko zavedanje ali pa ene veščine povezane z delom z ljudmi in na tretji strani delo v okoljih, ki so drugačna od našega, ne, recimo Rusija, Kitajska, arabske države, to so vse eni zelo zanimivi trgi, kjer pa je v bistvu poslovanje malo drugačno kot pa pri nas. Torej se študente pripravi tudi na globalno okolje in v bistvu, če bi kdo želel uporabiti znanje v globalnem oziroma se zaposliti v tujini, to načeloma imajo podlago za to narediti. Ja, jaz bi tukaj res rekla, da dr. Primož Štrbenc, ki se ukvarja poglobljeno z temi področji in ki tudi predava predmet mednarodno, kulturno in politično okolje, zelo pozna in zelo fajn tudi podaja študentom vsa ta znanja, ne, povezana z poslovanjem slovenskih podjetnikov v tujini, ali pa kako se obnašati, ne, v nekih različnih kulturnih, mogoče tudi konfliktnih okoljih.
Ja, tako da prav gotovo. Ja. Kdo pa so še ostali predavatelji na programu? Koga bodo še videli študenti v predavalnici? Ja, zdaj konkretno, če greva na ta sklop povezan z kadrovskim menedžmentom, naj mogoče izpostavim izrednega profesorja, doktorja Klemna Široka, in pa kolegico Katarino Krapeš, docent doktor, ki je pravnica in ki se ukvarja z pravom menedžmenta kadrov. Zdaj sama, ki sem psihologinja, se nekoliko bolj ukvarjam z vedenjem ljudi v organizacijah, pa tudi delno z kadrovskim menedžmentom. Tako da recimo to smo nosilci predmetov, o katerih so zdaj govorili. Bi program oziroma modul kadrovski menedžment predlagala tudi tistim, ki že delajo v organizacijah, ki dejansko si mogoče želijo nadgraditi svoje znanje, mogoče poznajo področje, ampak niso dovolj sigurni in bi si želeli še kaj več zvedeti oziroma pridobiti mogoče višjo izobrazbo. Je to program za njih? Mislim, gotovo ne. Eden od motivov študentov, ki se vpisujejo v katerikoli magistrski program, je gotovo ta, da želijo pridobiti višjo izobrazbo, ampak jaz menim, da to ne bi smel biti glavni ali pa edini motiv. Jaz mislim, da če pogledamo, kako posamezniki dandanes razvijamo svoje kariere, pravzaprav ta razvoj od nas nenehno zahteva eno nadgradnjo, eno uvid v področja, ki bodo aktualna šele ali pa ki so ta trenutek aktualna za bodisi neko bodoče napredovanje ali pa seveda ne tako zelo redko tudi za menjavo službe ali celo kariere. Torej, čedalje več ljudi, tudi naših študentov, se v študijskih klopeh ravno zato znajde, zato ker so se odločili popolnoma zamenjati področje svojega dela ali pa si želijo zamenjati bodisi organizacijo ali pa neko panogo, pa so recimo premalo opremljeni z enimi konkretnimi znanji in izkušnjami oziroma z izkušnjami, ampak tudi z spretnostmi. Tako da prav gotovo je ta študijski program in pa konkretno modul kadrovski menedžment namenjen enemu širokemu krogu ljudi, ki bi radi investirali v svoj karierni razvoj, ki bi radi nadgradili svoj svetovni nazor in pa ki se recimo vidijo, če že niso, ki se vsaj nekje v enem srednjeročnem obdobju vidijo na neki vodilni ali pa vodstveni funkciji. Naj bo to kot ne vem, razvoj nekega podjetja ali pa odprtje nekega podjetja ali pa neko vertikalno napredovanje v okviru organizacije, v kateri so že ali pa v kateri še bodo zaposleni. Naj pa poveva še vsem, ki jih zanima, da v bistvu organizacija našega podiplomskega študija to omogoča ob delu. Predavanja tudi na vašem modulu bodo seveda v popoldanskem času, organizirani so pa v bistvu predmeti v kvartale. Ja, tako je. Ob 16:30 začenjamo s predavanji. Predavanja potem trajajo nekje do 19. oziroma do 20. ure. Smo pa seveda nosilci oziroma izvajalci predmetov vedno na voljo preko spletnih orodij, kot so naša e-učilnica, seveda mail in pa zdaj seveda z koronavirusom tudi drugimi oblikami videokonferenc, kjer se lahko in se našim študentom tudi prilagodimo, glede na njihove urnike. Tako. Več bolj tehničnih informacij in pa seveda odgovorov bova dali vsem zainteresiranim tudi na informativnem dnevu. Naj vas še enkrat povabim, 2. junija, torej v 17. uri, se dobimo preko spleta, tako ali drugače preko YouTubea, Facebooka ali pa Zoom konference. Torej, kakšne zadnje besede za tiste, ki jih zanimajo te človeški dejavniki in kulturna okolja v menedžmentu? Kako bi jih povabila, Ana? Ja, jaz mislim, da če vas zanima delo z ljudmi in če bi radi kdaj vodili ljudi, če bi radi kdaj spoznali tudi nenazadnje delovanje ljudi v različnih kulturnih in političnih okoljih,
potem absolutno ste vabljeni in zagotavljam vam, da se boste zelo veliko zanimivih reči tukaj naučili. Super. Najlepša hvala, dr. Erzenčkova. Mi se vidimo torej 2. junija ob 5. na spletu. Lep dan. Ja, se vidimo. Čujem.